Novo leto je tu. Upam, da ste lepo preživeli praznike, naj bo to leto veselo in zdravo in da se vam vse novoletne zaobljube uresničijo. Čez praznike sem imel to srečo, da sem dobil na test PlayStation 5, trenutno najbolj vročo konzolo na svetu. Ime mi je Miha in ja, danes je vse v plavem, ker PlayStation 5. Ko sem dobil sporočilo od PlayStation Slovenija, če bi želel preizkusiti PlayStation 5, sem bil ful presenečen, saj nimam še tako velikega kanala, tako da res en velik hvala PlayStation Sloveniji, ker verjamete vame, me podpirate in mi ne zamerite, ker imam doma Xbox One. PlayStation 5 je oblikovalsko zanimiv, visok, dokaj ozek, bel monolit, kar hoče biti v spredju v vaši dnevni sobi, saj neklasičen dizajn ne paše v nobeno odprtino omar v dnevni sobi. Vsaj pokončno ne. Zraven sicer dobiš postavek, s katerim ga lahko položiš vodoravno. Jaz bi doma imel problem, kam ga postaviti, ampak sem gotovo, da se lepo skrije za televizor, ker je, kot sem že prej omenil, dokaj ozek. Všeč mi je, da ima vgrajen napajalec, tako da potrebuje samo en tanek, dvapinski kabel, tak za tranzistor, in ima zraven še dodatne opeke, kot jo ima recimo moj Xbox. Na hrbtni strani ima dva klasična USB 3.1 vhoda, vhod za gigabitno mrežno kartico ter HDMI 2.1 izhod za preklop na TV. Spredaj ima še en klasičen USB vhod plus še en dodaten USB-C. Na dnu sta še neopazna gumba za vklop in eject za Blu-ray diske. Pri Sonyju veliko stavijo na novi kontroler za PlayStation 5, saj ima osvežen dizajn in ergonomijo. In priznati moram, takoj ko sem ga prijel v roke, sem si rekel, ta pa fajn sede v roke. Veliko lepše kot moj Xbox kontroler. Je kar precejšen napredek proti DualShock kontrolerju in po izgledu, delovanju in ergonomiji. Nadgrajeni vibracijski motorji niso samo zato, da nekaj napišejo v promo material, ampak imajo res dober feedback in občutek. Kontroler ima vgrajeno baterijo, katero ne moreš zamenjati in se polni preko USB-C porta na hrbtni strani. Konzola podpira do 8K resolucijo v 4K do 120 frame na sekundo ter HDR. Ko priklapljate konzolo na svoj 4K HDR televizor, morate v nastavitvah TV-ja aktivirati HDMI 4K HDR signal, saj pomeni neznanem razlogu to ni avtomatsko vklopljeno. Pri mojem Sony TV-ju se mora vklopiti enhanced format, ker drugače je konzola delala samo v 4K, HDR pa samo v Full HD. 4K HDR ni deloval, dokler nisem to vklopil. Pa še to deluje samo na določenem HDMI vhodu. Pri meni sta to vhod 2 in 3. Podoben problem sem imel tudi, ko sem konzolo priklopil na en poceni 4K HDR TV podjetja Elite. Tudi tam sem mogel v nastavitvah vklopiti to opcijo, sem tam se je drugače imenovala. Tako da bodite pozorni na to, ko priklapljate konzolo. Najbolj pomembno pa je, da če nimaš spodobnega 4K HDR televizorja, ne rabiš hiteti in kupovati PlayStation 5. Če nimaš namena še nadgrajevati televizorja in že imaš PlayStation 4, mislim, da trenutno nakup ni smiseln. Sploh pa ne od preprodajalcev, ki hočejo masno zaslužiti na račun pomanjkanja zalog. Moram pa priznati, da nimam veliko izkušenj s PlayStationom, tako da ne morem primerjati, koliko boljša izkušnja je recimo proti PlayStation 4 Pro. Vse, kar lahko rečem, je, da je Demon's Souls v 4K HDR res lep. Uporabniški vmesnik je spremenjen, meni osebno na boljše, saj ena od stvari, katera me je pri 4 motila, je bila prav uporabniški vmesnik. Ampak to je moje subjektivno mnenje. Pri novodobnih konzolah je preklapljanje med igrami hitro, ne rabiš ugasniti igro, katero si preigral, ampak sam poženeš drugo in to je to. In tu je drugi razlog, zakaj nakup trenutno še ni smiseln. In to je izbor iger. Demonove duše in Astrova igralnica sta edini ekskluzivni igri trenutno. Vse ostalo so le enhanced verzije iger, ki so tudi na voljo za PlayStation 4. Tako da lahko v miru počakate, da se zadeva umiri, počakate na kako akcijo in si med tem časom raje kupite TV, kateri bo pripravljen za konzolo takega kalibra. Nažalost sem moral konzolo vrniti in priznam, pogrešal jo bom. Še enkrat hvala PlayStation Sloveniji, da ste mi omogočili preizkusiti ta objekt poželenja. In tako je prvi video letos za nami. Upam, da vam je bil všeč, se vidimo naslednjič, ne se pozabite naročiti na moj kanal, udarite po zvoncu, da vas obvesti, ko objavim nov video in stisnite en like, če so vam taki videi kul. Čau! Okay.